To se noben ne vpraša na ta način. Kva, če bi lahko vsi manj delali, mogoče bi vsi bolj zdravi, bolj srečni, ali pa imeli več kapitala za vlagati v stvari, ki imajo smisel. Ja. Ampak ne, poglej, vsi vemo, da odprtje še ene javne agencije bo naredil največ za prosperacijo ljudstva pa širjenje dobre volje. To je oddaja Na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Pozdravljeni v 22. epizodi. Z nama je še vedno Aljaž. V prejšnji epizodi smo govorili o Lightningu, kaj to je, kako deluje. Zelo zanimiva epizoda, oba sva se veliko novega naučila. Ampak preden nadaljujemo z današnjo, kjer bomo govorili o vlogi države, vas prosva, da če vam je najina oddaja všeč, da stisnete like, podelite z vašimi kolegi, prijatelji in tako omogočite tudi njim, da bodo poslušali najino vsebino. Bodite aktivni. Hvala. Aljaž, vem, da si bord za suverenost posameznika in svobodo. Pa prvo vprašanje se mi zdi prav, kako ti gledaš na državo, njeno vlogo? Kam je to pripeljalo? Kje smo zdaj? Je država preveč? Nas preveč omejuje? Kako gledaš na to? Kot na anomalijo v razvoju človeške civilizacije. Hočeš reči, da prej ni bilo nikoli tako? Mislim, kdaj je prej? Bolj je vprašanje, ne se ukvarjati s preteklostjo, tako kot vsi Slovenci, ampak s prihodnostjo. Okay. A rabimo državo, oziroma kakšne benefite ti država danes dejansko ponuja? Mrežnine. Komplicirane omrežnine, ne? Ne znaš razvozljati, normalno. Da se vaš vsem ukvarjati, ne? Točno to, včasih so bile vsaj kruha in igre, so bile vsaj igre, da so mrežnine. Ja. Tako da država, kot sploh država v obliki, kakršna je danes, je, mislim, vsak poslušalec si lahko verjetno zase odgovori, koliko čudovito se počuti z vsemi storitvami, ki jih mu država ponuja na vsakem vogalu, vsa ta blaginja, ki se dogaja, pač vsekakor je vreden 50% davka na plačo, pa je 20% davka na vse stvari, pa je kaj sprdno, te še enkrat obdavčijo, pa boh ne dej, da bi kdo podedval kaj. Temu se ne reče blaginja, ampak blagajna državna. Točno to. Na vsakem vogalu državna blagajna. Hočeš reči, da je to, kar nam država trenutno nudi in glede na to, koliko nam vzame, totalno nesorazmerno. Mislim, da če bi ti še 50% ekstra dal, ne vzel, še zmer ne bi bilo v redu, tako da. Ok. Ti pa misliš, kaj se pa lahko spremeni? Kaj je naslednji korak? Zdaj, če gremo v prihodnost, to skušati nekako urediti. Kaj bi naslednji koraki bili? Prvo se morajo ljudje začeti spraševati, zakaj so stvari tako, kot so. A pa misliš, da se? Mislim, jaz, ko gledam, mogoče se je malo spremenilo v zadnjih 4 letih, ampak prav hudo veliko pa ne. Počasi gre, kar pomeni, da je še zmer folku preveč lagodno, oziroma je plan vseh parazitov oziroma držav, da pač imajo zelo prebivalstvo, ki je zelo umirjeno, pa ne razmišlja preveč, so definitivno dosegli zaradi tega, ker pač imamo fuzbal, imamo vse možne stvari, ki jih politika zakuha. Še zmer se pogovarjamo o drugi svetovni vojni, ki je pač noro bistvena za vse težave, ki jih imamo danes, ki pač zaradi tega nimaš dohtarja na voljo, ki je pač enega fuknil v jamo 70 let nazaj, tako da pač. Čakaj, nisi zaprt belih pa rdečih, kje smo zdaj? Tako da mislim, da se
ljudje splošno premalo sprašujejo o vsemu, pa razmišljajo o tem. Ampak zelo težko je spremeniti sistem, če so vsi veseli, da živijo v zaporu, samo zaradi tega, ker pač glavno, da kdo ne pobegne iz zapora. To je slovenski problem. Pač ne da je davkov preveč, ampak da nekdo premalo plača. Ja. Ker on je pa goljuf ali karkoli že je. Pač uspešni ljudje so najslabša zadeva v Sloveniji. To je bil vedno tako, vedno se jih preganja in lovi in vlač po vsemu. Ampak mislim, da na obrobju začnejo ljudje malo razmišljati. Ne mislim nujno na obrobju Ljubljane, bolj na obrobju prebivalstva. Ja. No, vse tako, kar se nekaj zadnje 4 leta, predvsem opažam, pač glede na situacijo, ki je bila, da je mrzkoga malo mečken zbudila, da je začel malo filtrirati to, kar dobiva vhodnih informacij, pa ne verjeti vsemu, kar dobiva, pa mogoče iskati še kakšne druge informacije. Kar tudi pripelje na koncu tega, kaj pa imamo od države, oziroma kaj nam nudi, pa kaj mi damo državi. Ne? Mi damo naš čas, če ne drugega, pa še več kot polnemu vzamejo. Točno to, ampak to je prvi problem v Sloveniji, je, da folk ne razmišlja o plačah kot bruto plače. Pač ne, jaz dobim neto, to je moja plača. Ta del, da ti 50% že vzamejo, plus da firma še on top tega plačuje, to se noben ne sprašuje. Ne, ker niti ne razumejo. Se uspešno tudi komunicira na ta način, da se govori samo neto plača je tok pa tok. Ti se pa bolj zelo na... Ne? Ampak pač vse to pripelje do tega, da kot prvo morajo ljudje prevzeti odgovornost za svojo usodo, kar je nekaj, kar gre kontra državi, ker bi rada poskrbela za vse in ljudem vzela čim več vseh pravic in jim dala več obveznosti in dovolila početi več stvari, ker 3 tedne nazaj še nisi vedel, da rabiš kos papirja, da jih lahko počneš. No, ampak, če to, kar si zdaj načel, če zdali več jemlje, pa če zdali manj imamo. Zdaj, kako bo država na dolgi rok jemala, čeprav bo še vedno skušala skrbeti za večino populacije. Se pravi, v bistvu gre za če zdali manj srednjega sloja, ki ima premoženje in če zdali več tistih, ki jih bo mogla skrbeti. Kako bo to sploh zdržala? A bo zdržala? Ali se bo sesula? Vsak sistem prej ali slej razpade. Je veliko imperijev v zgodovini prosperiral, pa je ne več toliko prosperiral. In pač problem države je, da je živo bitje. Država ne obstaja zato, oziroma državni aparat ne obstaja zato, da služi ljudstvu, kot se vsakmu zlažejo od osnovne šole dalje. Državni aparat obstaja zato, da se razširja, množi, da je skozi večji. Zakaj je javna uprava največji zaposlovalec v Sloveniji? Vem, da je Jugoslavija razpadla, ampak še zmeraj imajo vsi državne službe. Zato, ker število prebivalcev Slovenije ful hitro narašča. Ja. Ti ne veš. Točno. In pa so na statističnem uradu toliko ljudi zaposlili, da štejejo nove otroke po porodnišnicah. Ja, recimo. No, pa bliz to, kar si zdaj načel. Bo EU razpadla? In kdaj? Čim prej, tem boljš. Strinjam. To je tako, kot s propadom dolarja. Lahko traja še dolg, sicer, kakor se vse države v Evropi trudijo, da je to neverjetno pohitrili, smo mogoče zelo malo vidimo, kaj taga, ampak namen EU-ja itak nikoli ni bil dosežen. Kaj pa misliš, da je namen? Nesmiseln. Mislim, edina uporabna stvar je dejansko prost prehod, ampak prost prehod je
pel se v Italijo, imaš tam na meji, sicer te ponavadi ne ustavijo, ampak so skozi policaji tam. Pa je do Avstrijo. Isto, boš pokazal dokumente. Hočeš iti delati nekam drugam, je spet zakompliciran. Enoten trg nikoli ni bil. Je toliko trgov, kolikor je držav. Regulacije imamo več, ki je skrit papirja v vsaki državni stavbi, tako da imamo evro, ker je čudovit, ker imaš 20 ekonomij, pa enega, ki printa, ker kako bi lahko to pripeljali do kaj slabega, ki se zgodi. No, ne moreš reči, da to ni dobro, vidiš. Vse lepo so centralizirali, vodijo iz enega centra, ljudje, ki dejansko niso bili izvoljeni z naše strani, če tako gledava. Are you lying? Are you lying? Možno. Misliš, da bi bilo kaj boljš, če bili izvoljeni? Ne, se ni bi to, ne vem, nič boljš ne bi bilo, ne. Vse imamo v Sloveniji tudi izvoljene, pa je tako, kaj je. Kvečem imamo veliko volov, ne vem, če koliko jih je bilo izvoljenih, za pa vsi voli. Preveč. Ampak ja, mogoče cel ta eksperiment služi sam temu, da je zelo pohitril izobrazbo folka na splošno, da bo začelo, niso vse te zadeve super, ni mogoče vsaka stvar, ki pride iz ust politika, čudovita. Pač bomo imeli v 30 letih naredili 300 let zgodovine, pa videli, kako zadeva razpade, pa se mogoče naučili, da sound money je dobra zadeva, da mogoče velike države niso čudovita zadeva, da ima ta v Ljubljanki pije kavo, pa kmet v Prekmurju mogoče malo drugačne ideje, kva rabta v lifeu, pa en sam politik ne more zadostiti in obema kar naenkrat, da mogoče rabimo na manjšem nivoju se organizirati, da moramo ljudem mogoče pustiti, da počnejo, kar hočejo, pa kar jim pripada kot... In tudi, če kaj naredijo narobe, da plačajo za to sami, ne? A prevzamejo odgovornost, ne? Ne pa, da se na vsakem koraku skušajo omejevati, ker potem tudi ljudje izkoriščajo te situacije, ne? Mislim, da odgovornost ni beseda, ki je velikokrat črkvana v Sloveniji, sploh ne v naših političnih vodah oziroma še kje drugi. Pa tega zdaj, temu zdaj Slovenijo reči, ok, mi smo tisti, ki moramo to spremeniti, mi smo tisti, ki moramo narediti korak naprej, začeli smo, tako kot sam tudi malo gotavljaš, kaj pa v ZDA? Se vse gleda proti ZDA, tam se je Trump zgodil, predvsem v povezavi z Bitcoinom, zanima. Kako ti gledaš na to? On zagovarja, ne vem, zdaj, če je on je to sam iz ustov, kdo pa zagovarja, bomo spoznali pa videli, Bitcoin strateške rezerve. Kako ti gledaš na to? Kaj to pomeni za svet pa za Bitcoin? Jaz bi se drugače vprašal, kjermukoli svetovnemu voditelju Bitcoin dela dober, niti približno. Mogoče Bukele, zaradi tega, ker je imel pač dobro platformo na to tem, ampak Bitcoin je kontra državi. Bitcoin vzame sredstvo, ki ga država uporablja za kontrolo populacije, ven iz roke tega, ker po defaultu Bitcoin naredi ljudi bolj svobodne, tako smo prej omenili, ker naenkrat lahko vsak na svetu online prodaja svoje storitve, noben ga ne more vprašati, ker naenkrat si lahko, ne vem, kupujemo avione brez tega, da bo država vedla. Lahko prenašaš sredstva okoli, lahko si zapolniš 12 besed, pa odkorakaš s 3 milijardami čez mejo. In pa lahko v vsaki državi, ki zdaj vse po Evropi tako rade exit tax dajo, da je pač folk začel spregledati, pa ugotoviti, da je mogoče cajt, da pobegnejo iz
tega kontinenta, dokler še lahko, oziroma dokler jim je še dovoljen, ker naenkrat rabijo plačati za ta privilegij. Ampak, če si zapolniš 12 besed, pa odkorakaš, oziroma plavaš čez kolpo, je kar naenkrat avtoriteta izgubila velike avtoritete. Ker naenkrat je težje vladati, ker naenkrat so sužnji malo bolj svobodni. Hlapci imajo malo daljšo palco. Ker naenkrat je neka odgovornost. Ne? Ja, ker je drug problem, ker se ljudje cel življenje utepajo. Zdaj moram pa skrbeti za svoje premoženje, ne moram poklicati na banko pa reči, kartico sem izgubil. Ali pa zdaj se moram pa odločiti. Pač nisem mi 50% vzel, zato da bom pač zdaj dobil, če ne drugega, saj pogreb, ker verjetno glede na čakalne vrste prej noš prišel do doktorja, kar pa je te umrliški oglednik pogledal, ampak tam se da počakati. Ampak boš mogel se odločiti, a boš investiral v svoje zdravje, a boš v kaj drugega. Kako boš razporejal svoja sredstva, kako boš razporejal svojemu časom. Zaradi tega, ker pač, če rabiš jurja evrov za preživeti na mesec, pa ti jih 50% vzamejo, če ne zgubiš 50%, kar naenkrat to pomeni, da imaš 50% več časa. To se noben ne vpraša na ta način. Kva, če bi lahko vsi manj delali, mogoče bi si bolj zdravi, bolj srečni. Ali pa imeli več kapitala za vlagati v stvari, ki imajo smisel. Yep. Ampak ne, poglej, vsi vemo, da odprtje še ene javne agencije bo naredili največ za prosperacijo ljudstva pa širjenje dobre volje. Absolutno. A sem prav razumel, kar si rekel, da Bitcoin ločuje denar in državo? Ja. To je cel namen. Ker pač zakaj bi te dve stvari bile kakorkoli povezane? To je sam najboljši način za kontrolirati populacijo. Kontroliraš sredstva, ki ga uporabljajo za plačilo, za živetje. Pobiraš jim... Probi dobiti plačo v gotovini. Mislim, da je predpis, da ne sme biti, ne? Ja, ampak pač zakaj? Gotovina je plačilno sredstvo. Drži. Zakaj si mora država ta prvo vzeti vse, pa si vzame, pa ti dobiš kar lahko. Pač, daj mi koverto keša na konc tedna. Pač, zakaj treba dokazovati stvari? Pač, če se voziš pred dobrim avtom, imaš ti problem, ne država, da dokaže, kje si dobil keš. Ampak ja, če se vrnemo nazaj na vprašanje okoli Trumpa, štekam, zakaj vsi proslavljajo to, zaradi tega, ker po pač zadnjih 4 letih katastrofe imenovane Bidenova administracija, ki je pač terorizirala vse stvari okoli Bitcoina, pa kripto in česarkoli, na vse možne preteke in izvajala nevprašljive, ampak kriminalne stvari nad bankam, ki so sodelovali s tem sektorjem. Je valjda vsak vesel alternative temu, ampak če greš iz zapora, kjer te vsak dan pretepajo, v zapor, kjer 2-krat na mesec vidiš sonce, je to pozitivna stvar, ampak še vedno so v zaporu. In pač volitve so sam izbira novega paznika. Tako da nobena stvar na svetu se nikoli ni rešila še s temu, da se je zvolil novega človeka in kar naenkrat je vse boljš. Nisem nikoli prinesli spremembe, ne? Točno to. Prinesli so spremembe, koliko smo obdavčeni, kdo se z boljšim avtom vozi okoli, kdo se ti laže vsak dan v glavo, pa odvisno od tega, kam pestaco moli, so kakšne zadeve bolj sproščene, kakšne zadeve manj sproščene. Ampak to
polagati upanje v to, da bo Trump oziroma kdorkoli voljen spremenil, ker sam pomeni, da prelagaš odgovornost iz sebe, da boš ti naredil nekaj za svoj boljši life na nekoga drugega. Ne, mi smo pa zvolili zdaj tega bedaka, ki bo zdaj pa rešil vse naše probleme, pa porihtal zdravstvo, pa Bitcoin bo strateške rezerve imel, pa karkoli. To je vse sam šum. Ampak rečemo za adopcijo Bitcoina. A je to pozitivno ali je to negativna stvar? Recimo, da država, kot je ZDA, začne delati nekaj z Bitcoinom. Ga začne kupovati in ga hraniti. Je taki zadnji teorije iger, ki pač vsi gledajo, če bo to zdaj ZDA začela, bojo tudi drugi mogli nekaj narediti. Ne, ampak kako definiraš adopcijo Bitcoina? Zaradi tega, ker strateške rezerve ne bojo doprinesli popolnoma nič k temu, da lahko jaz tebe plačam z Bitcoinom oziroma enega v ZDA, pa to ne bo obdavčljiv dogodek za njih, ne bojo rabili imeti AML, pa vsega možnega, pa finančnega nadzora. Pač strateške rezerve Bitcoina ne bojo dodale popolnoma nič k večji svobodi svetovnega prebivalstva. Seveda bojo prinesle mogoče 1-0 ali pa 2-0 na dolgi rok dolarski vrednosti Bitcoina, ker zna imeti posledice drugega reda, da bo nekaj malo bolj svobodnih ljudi na papirju oziroma fiatu precej bolj bogatih, ker mogoče pomeni, da se bo kaj drugega zgodil zaradi tega, ampak direktno to, da je ena država začne kupovati Bitcoin, je dober samo zato, da gre cena Bitcoina v fiatu gor. Ker seveda pač ni grozen slabo za nobenega, ki ima Bitcoin, pa vsi proslavljajo to, ampak noben se ne zaveda, da pač Bitcoin je lahko 10 milijonov na Bitcoin, pa smo še zmer zgubili vse. Zaradi tega, ker boš rabo 3 fascikle papirjev poslati, zaradi tega, da boš iz enega svojega hardware walleta na drugega prenesel transakcijo. No, ampak, razumem. Ampak, a ne bi to vsem vplivalo na ljudi, ki bi to prej ali slej zaznali, tudi tisti, ki to zdaj ignorirajo, pa mogoče začeli kaj tudi o Bitcoinu razmišljati, raziskovati, pa spoznavati? Pa mogoče čez to dobili še kaj teh razbojenih? Ja in ne. Pa glej, skozi zgodovino je bilo veliko, glej, 20 let nazaj, 15, so vsi vlagali balkanske delnice zaradi tega, ker to je bil pa neverjetna poslovna priložnost, vsi mu zaslužili. In to je Bitcoin zdaj. Pač gre gor neverjetno procentov vsak let, zdaj Amerika to kupla, ja, mogoče ta kanček mora legitimnosti, mogoče bo kakšen bankir pač priporočil to, mogoče pač tvoj foter ne več rekel, da je bedak, ne kupiš najboljšega Audija, ampak vlagaš v Bitcoin. Ampak a bo to kaj naredil za to, da se folk vpraša, čak, zakaj moram jaz dokazvati, odkje mi ta denar, zakaj moram vprašati za dovoljenje enega birokrata, če hočem zapraviti ali pa sprejemati denar, za karkoli početi v življenju rabiš navodila, zakaj obstajajo pravne entitete, se lahko mi trije odločimo, zdaj bomo pa začeli dejavnost, pa sprejemali za to dejavnost plačila, pa skozi zgodovino je tako delali. Seveda, pa če hočeš imeti neki birokratsko urejen, če bi rad malo strukture, zato so vedno obstajale pogodbe, ampak to še ne pomeni, da se mora država vtakniti vsak drek, točno to. Tako da, ja, a bo sigurno je bolj pozitivno, kakor negativno to, da je bil Trump izvoljen namesto alternative. Ampak, a bo to spremenilo vse? Ne. No, še vedno pa je očitno razlika med Bitcoin plačilnim sistemom in pa obstoječim bančnim sistemom, ker v obstoječem sistemu, poleg tega, da rabiš dokazovati izvor denarja,
ti lahko preprečijo transakcije, medtem ko ti v Bitcoin sistemu transakcij ne morejo preprečiti, ne glede na to, ali država posvoji Bitcoin standard ali ga ne, oziroma ali ima svoje rezerve ali na kakršen koli način prizna Bitcoin. Bolj, ko ga priznava, bolj nekako priznava tudi funkcionalnost Bitcoina, ki je neodvisna od kakršne koli entitete in nam, pa tudi njim, državam, daje določeno mero svobode, ki nam jo lahko sicer predpišejo, funkcionalno pa jo ne morejo vzeti. Vsekakor, ampak kako države dobivajo Bitcoin? Oziroma, kje je največ Bitcoina trenutno? Imaš ETF-e, MicroStrategy, exchange, pa noben od teh korporativnih državnih oziroma kakršnih koli predstavnikov noče oziroma ne spodbuja lastniških denarnic, da bi folk dejansko imel svoje bitcoine. Tako da ja, nobenemu ni v interesu, če dejansko gledaš, kva se govori se Bitcoin investicijsko sredstvo, ne Bitcoin denar za svobodne ljudi. Ker je velika razlika. Lahko ti največji trik bo, ker ko bodo vse države dovolile Bitcoin in folk bo prosperiral na to, da bo pač cena Bitcoina šla gor, folk bo tih in srečen, pa isti drag bomo imeli, kot ga imamo zdaj, zaradi tega, ker bo folk imel Bitcoin na bankah, pa raznih drugih skrbnikih, zaradi tega, ker se ne bo Bitcoin uporabljal zato, ker je bil narejen kot pač peer-to-peer elektronski denar, da bi dejansko plačeval z njemu, da lahko plačam avionske karte ali pa pir v kafani. Ampak, ja, se strinjam. Predvsem je ta marketinška kampanja kot investicijsko sredstvo, kot si omenil. Ampak mogoče stane je cilj na eno drugo stvar, tudi to, kaj Putin, mislim, da celo danes omenil Bitcoina ne moreš ustaviti oziroma ga cenzurirati. Zato smo vsi tukaj, ker več dejansko, ampak se to je največji problem. Imamo najboljše orodje v zgodovini človeštva za doseči svobodo, zaradi tega, ker se ga v pravilni uporabi ne da zapleniti, ne da ustaviti. Imamo to orodje, ampak ga lahko, ne da ga lahko zgubimo, zaradi tega, ker smo pohlepni, neumni ali pa se ne izobražimo, nočemo prevzeti odgovornosti, bomo dopustili, da nam ga vzamejo oziroma da ga spodkopavajo, zaradi tega, ker nam bojo ponudili rešitve, ki so lažje, ker bo propaganda, ki bo ne imeti svojih ključev, to je zakomplicirano, ne se izobraziti ljudi, dajte raj, pejte gledati skoke v planico, pa bomo mi poskrbeli za vaš denar, za vaše bitcoine. Na ta način bo velik del bitcoina v bistvu ulovljen strani države. In pa, ko se enkrat, ko je bitcoin je v tem ekosistemu, ga je težko ven dobiti, oziroma ko se enkrat na bankah, exchange-ih, vse povezan, ker enkrat lahko ti preprečijo, ne moreš poslati bitcoina na ta naslov, zaradi tega, ker pa ta naslov je pa od Putina. Tako da je, se strinjam, bitcoina se ne da ustaviti, ampak lahko se pa ustavi posameznike, ki uporabljajo bitcoin, zaradi tega, ker ga ne uporabljajo dejansko, ki je bil dizajniran in mišljen, da se ga uporablja, ampak so spet obrali eno bližnico, si niso vzeli časa, da bi prebrali eno knjigo, prevzeli odgovornost za svoje dejanja in pa smo, kjer smo. Ja, in to je pač človeška narava. Ne? Bližnjica, kjer skoli se da, čim manj časa in energije posvetiti neki stvari, kaj šele, da bi jo razumel. Ker to pa terja čas, kakorkoli obrneš, terja čas. In pač, dokler imamo to, se ne bo veliko spremenil, ne kako države tretirajo ljudi, ne kako svobodni smo oziroma
kaj se lahko počne z Bitcoinom in ne. Zaradi tega, ker danes lahko počneš vse z Bitcoinom, samo pač mogoče malo težje. Jaz poznam ogromno ljudi, ki živi na Bitcoin standardu, plačano so v Bitcoin in nimajo bančnega računa, ker rabijo gotovino, prodajo Bitcoin enemu lokalcu za gotovino. Potujejo po celemu svetu na ta način. Edini stik, ki ga imaš z državo, je lahko pasport. To je edini zadnji dokument, ki ga še rabiš za potvati okol, pa za obstajati kot človek. Vse ostalo lahko tako ali pa drugače dosežeš z Bitcoinom. Ja, in glih ta prava nadaljevanje. Kako lahko zaslužiš Bitcoin? Ti si mi enkrat rekel, dej naredi nekaj tazga, ali produkt, ali storitev, ali nekaj, ko bodo ljudje res potrebovali in zahtevi plačilo v Bitcoin. To se spomnim. To je moj večni odgovor na orange pilling, oziroma kako folk prepričati v to, da začne razumeti Bitcoin. In imeli smo prvi tak primer že desetletje nazaj, oziroma več, ki se je pojavil Silk Road. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. No, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka, Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. Silk Road, za tiste, ki ne vejo, ne poznajo zgodovine, je bil spletna stran to omrežju, kjer je več deloval v bistvu prvi oziroma zelo poznan private market, kot se temu reče, ki je sicer primarno prodajal droge, ampak dobil se je gor karkoli. Se predstavljate si tako kot bolho, kjer noben ne omejuje ničesar. Zaveda sistemi, da so se plačila dogajala, vse, ampak to zadevo je omogočil Bitcoin, zaradi tega, ker prvič v zgodovini imel plačila, ki so bila teoretično neizsledljiva. Seveda se to izkaže, da je folk malo narobe razumel na Bitcoinu, pač so plačila, ki nimajo identitete pripete zraven, so pa seveda sledljiva. Ampak moj bistvo tega primera je, da takrat noben ni rabo prebrati 100 knjig o Bitcoinu, pa razumeti zadnjih 300 let monetarne teorije, vsega ne. Takrat je folk hotel nabaviti travo za kaditi, rabim Bitcoin. Perfektno. Pa je folk takoj pogrunto, kje dobiti Bitcoin, kako delati z Bitcoinom, kar pomeni sam rabiš neki dati ljudem, ki jih incentivizira za to. Tako da predstavljaj si, da narediš najboljši telefon na svetu, ali nov iPhone, pa ga prodajaš sam za Bitcoin. Nobenemu ne bo treba razlagati, kaj je Bitcoin, kako je ne. Sam vsi, ki jo hoteli telefon, bojo jutri imeli Bitcoin. Tako da ta princip, dajmo razložiti folku, odkaj cash nastajajo, pa včasih so bile školjke, pa ti kamni, pa koluti, pa vse možne stvari. Sej, to je stvar, ki je zanimiva za vedeti, pa fino je, da jo veš, ampak jaz ne rabim vedeti, kdo je izumil klado za to, da te lahko mahnem po glavu z njim. Ali pa zabijem žebo v steno za portret od Sailorja. Oboje se da narediti s kladvom, pa za nič od tega ne rabim študirati prvo 100 let, da bom razumel, kako se uporablja, pa kakšno vrednost mi daje. In to je bistvo tega, da Bitcoin oziroma bitcoineri moramo začeti proizvajati produkte, storitve, vse stvari, ki bojo boljše od alternative, ali pa cenejše, zaradi tega, ker ne da bi kogarkoli probal napeljevati v zle stvari, kot so pozabiti plačati kakšen davek ali pa karkoli tazga, ampak hipotetično,
če prodajaš online storitve, za kjer te ljudje plačujejo, pa za te storitve noben ne bo plačeval davka na dodano vrednost ali česarkoli, pa če je sem izmenjava vrednosti za vrednost, pomeni, da so mogoče te storitve precej cenejše, zaradi tega, ker ni nobenega parazita postavljenega gor, ki zažira pol te vrednosti stran, kar pomeni, da daleč od tega, da rekel, da je cena tist, kar bi se bitcoineri mogli bojevati z njo, ampak dajmo se s kvaliteto pa z inovativnostjo, ampak kot primer, kaj se da narediti. Zdaj, seveda, vseh teh stvari se ne da narediti na ta način, če rabiš pač lopato, bo verjetno več folka upletenega v to, ampak če pa prodajaš svoje fotke na netu oziroma, ne vem, pišeš knjige, pa ne rabiš imeti neverjetno veliko ljudi upletenih v proces, da si izmenjaš storitev z nekomu. Meni še malo manjka, moraš še malo razmisliti. No. Stane, kaj pa ti? Ja, Znaš zelo kaj veliko se učim od Aljaža. Imam en super produkt, reče se mu podcast na Coinu, ki ga ravno kar poslušate in lahko svoje težko prislužene satošije darujete. Midva pa jih bo, kot sva obljubila, posredovala naprej Aljažu. Vidiš, napačne besede so uporabo. Ne darujete. Zaradi tega, ker darovanje pomeni, da dobiš nekaj, zaradi tega, ker je neko bogajme, ki te jih pač folk da, kovance pred hoferjem. Ne, pač podcast dodaja poslušalcem vrednost, izobražuje jih, boljši so po tisti uri stanja na obvoznic, ki poslušajo podcast, so boljši zaradi tega, kot so bili 1 uro nazaj in zaradi tega, ker to cenijo, ti pošljajo malo bitcoina. Imaš prav, bravo. Kupič. bravo. Ja, se ti počutiš na Coinu? Vedno. Vedno. Samo včasih sem brez sedla, pa malo zmahan. Hvala za ta pogovor, ogromno informacij novih. Pa če imate kakšno vprašanje, pa dajte pisati, to bomo skušali pojasniti odgovor. Mail info@decrypt.com. Tako da, Aljaž, hvala. Hvala vama. Pa seveda vsi predlogi, komentarji, vse so bile hipotetične zadeve. Absolutno. Vse, kar smo povedali, ni finančni ali naložbeni nasvet, niti kaj narediti. Tako. Ja, Aljaž, hvala. Ej, kam pa ti bo spravil svoj bitcoin? Ja, porka Madonna, mandeja na strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin Shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. No, pa peva na novice. Naše ministrstvo za finance pripravlja en zakon, ne? Ja, prebral sem, da imajo namen, kjer bi individualni trgovalni račun pocenili. Zdaj pa zakaj, sem razmišljal. Ugotovili so, da je ogromno denarja na bankah slovenskih in zdaj kako ta denar od nas vzeti, ne? Če je na bankah kaj veliko od samih obresti, glede na to, kakšne so obrestne mere, ni. Se pravi, drug način, ne, je, da to nekako skušaš stimulirati in uporabnike prisiliti v to, da bi ta denar nekako vlagali. Zdaj pa v kaj? Ne vem, koliko od vas je profesionalnih kako ne rečemo, traderjev ali pa poznavalcev trga, obveznic, delnic in tako naprej. Jaz pač nisem. Ampak ta njihov predlog, naj se mi zdi, da nas usmerja v to smer, se pravi, da bi ljudje prenesli svoje sredstva iz banke na te individualne trgovalne račune in začeli plemenititi svoj denar. Zdaj pa, če bojo te donosi seveda pozitivni, če bo tega več, kot je pa davka na obresti, bo za državo to seveda super. Ampak kaj pa, če ne bo, ne? Pa bo pa problema, ne? Ker država ne bo pokrila tiste razlike, ki jo
boste predelali, če bojo delnice, če obveznice ne bojo nosile toliko, naj bi, če vzajemni skladi ne bojo nosili toliko, ker naj bi. Država hoče od tega nekaj imeti, več kot pa ima zdaj od denarja, ki ga imate na varčevalnih računih. Tako da, ja, nikoli vam ne bojo povedali, kaj s tem narediti, oziroma posredno bojo rekli, dajte uporabljate vzajemne sklade, razpršite tveganja, nikoli verjetno vam ne bojo rekli, da kupite zlato, ker zlato jim ni najbolj všeč, ne? Kaj šele, da bi rekli, kupite Bitcoin. Tako da, ja. Se pravi, naredim bolj trgovalni račun, individualni trgovalni račun prijazen, preprost verjetno za uporabo, še bolj, kot je zdaj, s kakšnimi nizkimi vstopnimi stroški, zato da bojo del populacije usmerili in jih prepričali, da naj trgujejo oziroma naj nalagajo denar v naložbe, ki jih sami ne razumejo. Zato bojo pa že poskrbeli strokovnjaki pri, naprimer, kakšnih borzno-posredniških službah oziroma upravljalci skladov. To je prodajalci državnih instrumentov, finančnih instrumentov. Tudi, ja. David, a jaz prav razumem, da dodatno regulirajo oziroma pripravljajo dodatno regulacijo še za trgovalne račune. Namesto da bi regulacije sprostili, oni ponovno želijo nekaj regulirati. Ideja je, da nas bodo vabili kupovati recimo državne obveznice, da dobijo nazaj naš denar in zato nam bodo pobrali manj davkov, ki je spet tako naš denar v proračunu. Se pravi, vsem ta krog pobiranja denarja bodo malo skrajšali, ali kako? Ne samo to, ne. Jaz mislim, da je bolj, da oni želijo, da denar, vaši evri, ki trenutno so na bančnih računih in stojijo primer, da se spravijo v obtok in da vi to začnete menjati za delnice, obveznice in druge finančne inštrumente, se pravi točke skladov in tako naprej. Zakaj? Zato, ker pač tisto, kar bo pozitivno, a ne? Kar bodo naredili plusa, bojo pač obdavčali. In to, kar bodo dobili z tega davka, bo bistveno več, kot pa dobijo trenutno iz davkov na obresti. To mislim, da je glavni point. Seveda. Ampak znotraj teh novic imamo pa še eno rubriko Budilka, ker imamo še bolj perečo temo, še bolj pereč predlog Evropske komisije in sicer denarnico z digitalno identiteto. Ja, to, kar se v bistvu že večkrat omenjala, smo prišli do tej faze, da smo tukaj. Ne? To je bilo pred nekaj dnevi in sicer takole pravijo, ne? Vaš ključ do brezhibne digitalne identitete je le še en korak stran, ko se dobro to bere. Sprejeli smo pravila za osnovne funkcionalnosti in certificiranje evropskih denarnic za digitalno identiteto. Te bodo ponujale čezmejno identifikacijo za digitalne storitve, preprosto uporabo, varnost in zasebnost. Super. Zasebnost. Ja, vse dobre stvari so klele povedali. Uporabnost možno, da ja. Varnost, ne vem, kera stvar digitalna je prav hudo varna. Sploh, če jo delajo državne firme oziroma z država povezane firme. Pa zasebnost. No, pač tukaj zasebnosti ne bo. In če poveva to, kar sva že večkrat povedala, pa tiskam mogoče še ni slišal, pa ni poslušal prejšnjih delov, digitalna identiteta plus digitalni evro je totalna kontrola, je suženjstvo. Pravi, ves naš spending, vse naše porabljene evre bodo spremljali in jim lahko tudi dovolili, a grejo do prodajalca ali ne, je omejil rok trajanja evra, boh ve kaj še vse. Ne? Ja, tako da dajmo zavrniti te stvari, ki pridejo. Uporabljamo gotovino, kot je... Uporabljamo gotovino, tako, če ste poslušali. Ali jaš večkrat spomnil. Ja, gotovina je kraljica. Ja, država pa prasica. Daj, no, stane, no. Povej mi še, Saylor je bil v Microsoftu in predstavil svojo
vizijo Bitcoin rezerve. A je šel še kam? Ja, zanimiv. Se pravi, delničarji Microsofta so takrat od svojega borda zahtevali, da da raziščejo Bitcoin. In sicer so rekli, bord je rekel, 3 minute je lahko nek nagovor o tem. In delničarji so izbrali Saylorja. Saylor je dejansko pripravil 3-minuten video, lahko si ga pogledate. Zelo skoncentrirano in verjetno boste po tem videu tudi vi razmišljali o tem, zakaj kupiti Bitcoin. No, ampak kar je tukaj bistvo je, da so pa zdaj delničarji Amazona dali zahtevek oziroma želijo, da njihov board razišče Bitcoin. Se pravi, da bi tudi Amazon oblikoval strateške Bitcoin rezerve. Tako da, to je naslednji. Apple. To so podjetja, ki sedijo na ogromni količini keša, oziroma in če se ne motim, sem zadnjič gledal 70 milijard, mislim, da je imel Microsoft. No in si predstavljate, da namenijo 5%, 10% ali pa še kaj več za nakup Bitcoina. No, to se sliši dobro, cena Bitcoina naj bi šla gor. A je to res dobro? Ja, ne vem, zdaj za Bitcoin kot tak verjetno je dobro, zdaj pa za vas, za nas, za posameznike je pa to po moje slabo. Zakaj? Zato, ker ko bojo enkrat te megakorporacije začele nabavljati Bitcoin, te bomo Bitcoin težko kupili na trgu. Se pravi, ker ga bo enostavno pokupili, ker je količina novega Bitcoina, ki se generira z vsakim blokom, tako majhna, trenutno, da povpraševanje po njem bistveno presega ponudbo. Tako da mi, navadni smrtniki, bomo imeli težave priti do Bitcoina, ker nimamo dostopa do teh, kaj so OTC-ov, kako je to po slovenski. Ni to direktna borza, ampak je to, dajmo reči, možnost nakupa, kjer se veliki igralci pogovarjajo o nakupih. Poleg tega pa te veliki igralci tudi kupujejo pri rodarjih. Mi pa tudi nimamo glih dostopa do rodarjev, kjer bi lahko direktno kupovali te bitcoine. Tako da, vse je dobro za Bitcoin, mogoče pa ni dobro, da vsi ta veliki vstopijo že zdaj. Zato, ker mi verjetno lahko cenej kupili Bitcoin zdaj. Namiguješ tudi na to, da te velike korporacije potem Bitcoina ne bodo prodajale, tudi če naraste v vrednosti, bodo želeli držati in s tem povečati vrednost firme, ne? Tako, v zadnji pol tudi naložbena politika in bojo neka pravila, kako delajo z strateškimi rezervami napisala, in se bojo verjetno tega držali. Če bojo napisali, da Bitcoina ne prodajo dokler do neka dogodka, pač verjetno tega ne bodo spremenila, razen če bojo delničarji zahtevali drugače. Tako da zna biti, da bo manj Bitcoina v obtoku. Zagotovo. Če ne drugega, že Saylor sam neverjetne načrte, koliko ga bo pokupil. Ja, drži. Tako da ne mislite, da boste vedno lahko kupili Bitcoin na trgu. Ali ga menjali za fiat denar, za naše evre, dolarje. Prišel bo čas, ki ga bomo dobili samo na ta način, da bomo neki, se pravi, za naše delo oziroma za to, kar bomo naredili. Se pravi, bomo plačani in bomo mi zahtevali Bitcoin lahko.